Večerovi dueli, volitve 2026. Voditelj Tomaž Ranc. Spoštovani in spoštovani, dobrodošli. 2 tedna sta še do parlamentarnih volitev, ko bomo volivci oziroma bodo volivke in volivci v Sloveniji znova imeli možnost izbirati politične stranke, ki bi lahko ali pa bodo sestavile novo vlado. Tokrat smo se odločili, da naredimo duel nekoliko drugače, in sicer smo v studio na Večer povabili 2 izkušena politika, nekdanja politika, izkušena veterana, ki sta imela pomembno vlogo v času izgradnje demokracije v Sloveniji. Oba imata po 4 oziroma 5 mandatov, oba sta bila glasna v svojih mandatih, oba tudi prepoznavna štajerska poslanca, in dobrodošla. Z nami sta torej Rudi Moge, kratka predstavitev, 81 let, dolgoletni štajerski poslanec LDS-a, matematik, ravnatelj, glasbenik, planinec, nekoč tudi podpredsednik strokovnega sveta za vzgojo in izobraževanje, dobitnih različnih priznanj Osvobodilne fronte, ZSMS, sindikatov. Od leta 1992 4-krat zapored izvoljen v Državni zbor, ampak zdaj že kar nekaj časa upokojen in brez funkcij. Lep pozdrav najprej. Tudi jaz lep pozdrav vam in vsem poslušalcem in poslušalkam. In pa Jože Jerovšek, prav tako dolgoletni štajerski poslanec, letnik 50, torej 76 let, od leta 96, 5-krat izvoljen v Državni zbor, sicer pa kemik, dela v gospodarstvu, tudi na občini Slovenska Bistrica, dobitnik Krajgerjevega priznanja za izume in patente, pa diamantnega znaka stranke SDS leta 2012. Upokojil se je prav tako že kar nekaj časa, od leta 2014. Lep pozdrav tudi vam. Ja, lep pozdrav tudi vam in vsem, ki nas gledajo in bodo brali naše misli. Tako. Oba imata, kot sem že rekel prej, lepo število mandatov v Državnem zboru, bogate izkušnje iz zgodovinskega časa, ko smo dobili državo, tudi veliko kampanj sta oddelala. Pa da vaju najprej za začetek vprašam kar direktno, kakšno vlado bomo dobili po 22. marcu, če sploh? Glede na to, kako kaže trenutno po javnomnenjskih anketah, vi ste sicer matematiki in imate morda o anketah drugačno mnenje, ampak kot rečeno, kakšno vlado bomo dobili 22. marca, če sploh? Tehnica se bo nagnila šele proti koncu volilne kampanje. Za zdaj se namreč stranke niso jasno opredelili do največjega problema, ki našo državo tare. To je, za vsako državo je ustava Biblija. In če pogledamo, kaj v njej piše, recimo 104. člen pravi: pred nastopom funkcije izreče predsednik republike pred Državnim zborom naslednjo prisego. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. To je eden. In ta drugi, ki pa, bi rekel, Slovenijo uvršča na nek nivo, ki nima nobene več veljave, je pa 143. člen, ki pa pravi: pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in zakonom določene zadeve regionalnega pomena. Potem pa piše: pokrajine se ustanovijo z zakonom, s katerim se določi tudi njihovo območje in tako naprej. Ta zakon sprejmejo pa poslanci Državnega zbora z 2/3 večino. A je bilo že v 20 letih karkoli narejenega na tem področju? Je bilo nekaj malega, ampak to je taka črna luknja, da je Slovenija postala država, ki, če jo primerjam z nogometno reprezentanco, ima samo napadalce, branilce, zvezne vrste pa nima vmes. In zaradi tega Slovenija zaostaja v razvoju, zaradi tega v Sloveniji vlada velika korupcija. To je idealno za korupcijo, ker imate na vrhu 20 ministrov, spode pa 212 županov, mes pa ni ničesar. In zaradi tega zaostajamo, kot že moremo, in to je državotvorni problem, ki ga ljudje, ki bodo zdaj prevzeli vlado, ki bodo zdaj prevzeli Državni zbor, ki bodo zdaj prevzeli tudi, bi rekel, mesto predsednika vlade,
bojo ljudje morali ta problem rešiti. Torej, uvodoma tudi se pravi, če bodo rešili to vprašanje, tisti bo torej po vašem mnenju ima možnosti za zmago. Tako je, kdor tega ne bo dal, pri meni kot politik ničesar ne velja. Zame je tak človek, ki gre na volitve in tega ne obljubi, kar piše v ustavi, da bo jo uresničil, ali pa še kasneje, ko bo prisegel, tega ne naredi, zame nevreden zaupanja. Ampak o pokrajinah se govori dejansko že od samega sprejetja ustave. Veliko poskusov je že bilo in nikoli, nikdar tega ni uresničil, ni nobena vlada. To ni res. Zakona nimamo. Ne, seveda imamo. Danes nimamo. Seveda, ampak ne sprejeti zakon pa imamo. Tako, Društvo poslancev 90 je podprlo to, da bi delegati Skupščine Republike Slovenije, ki smo sprejeli to ustavo, naložili Državnemu zboru Republike Slovenije, da to red sprejme. In to Društvo poslancev nič, ampak ni nič, hočem se samo eno, ne bom več padal besede. Poglejte, predsednik Borut Pahor je nagovoril državni svet, da je državni svet sprejel zakon o pokrajinah z ostalimi zakoni. Te stvari, ker pa ga ne more sprejeti, je napisal samo predlog, ga dal v sprejetje Državnemu zboru, vlada pa je ta predlog zavrnila, zdajšnja vlada. To se pravi, da tudi tukaj ni bilo uspeha, ampak tu so bili predsednik noter, ključen države, tukaj je bil državni svet, ki ima po ustavni ureditvi vlogo, največjo vlogo, da zastopa lokalne interese, saj je več kot polovica članov državnega sveta iz lokalnih. Pa se je to zavrnilo, ni nič naredilo, ljudje pa tukaj trpijo. Mogoče vi ste šli kar globoko zdaj vsebino, jaz sem domneval, da bomo šli z enim uvodom, pa gospod Jerovšek, tudi za vas uvodno vprašanje, torej kakšno vlado bomo dobili 22. Ja, to je izjemno pomembno vprašanje. Od tega, kako bodo volivci izbirali, je odvisno razvoj in prihodnost Slovenije, naslednjih generacij, in jaz upam, da bodo volivci pravzaprav se tega zavedali, da ne bodo izbirali tako, da se bi nadaljevalo sedanje zelo anarhično stanje, ko se je kršilo ustavo, poslovnik Državnega zbora, tudi se nič ni naredilo za pokrajine, in me veseli, da je gospod Mogej začel z ustavo, kajti takim kršitvam, ko smo jih bili permanentno pričajo v tem mandatu, od predsednika Državnega zbora, ene mariborske poslanke, gospe Vonta, to je nekaj neverjetnega. Vsi bivši poslanci, s katerimi sem govoril, ne glede na politično opcijo, so zgroženi, kar se je dogajalo. In zdaj če gledamo na ankete, zelo bi rekel, pad položaj. Ja, to je problem. No, vlado bomo po mojem vsakem slučaju dobili, ampak kakšna bo, pa je veliko vprašanje, razvojno vprašanje za Slovenijo. Glede na to, kar je gospod Mogej, glede pokrajin, ki bi bile nujno potrebne, ki so neko gibalo razvoja za bodočo Slovenijo, moram reči, da če bo prišlo 7 strank, pa tudi 6 strank v parlament, potem pokrajin ne bo, gotovo ne. In ne bo jih tudi ne, če bo nadaljevala vlado leva opcija, ker Svoboda, Levica, ti nimajo v svojem programu pokrajin. Ti striktno izvajajo centralizacijo. Danes se vozi že skoraj pol Slovenije na službe v Ljubljane, kar je neverjetna, grozljiva stvar. Zatrpane ceste, vse večji stroški države so, pokrajin pa nismo ustanovili. Zato jaz že tu zdaj pozivam volivce, da naj mislijo na svoje otroke, svoje vnuke, naj volijo tiste, ki imajo stranke, ki imajo v programu ustanovitev pokrajin, kajti tu bi res morali ta korak narediti. Zdaj, če pogledamo, mogoče samo to. Čisto, slovenski pregovor pravi, kdor o drugem samo slabo govori, sam kaj dosti vreden ni. In taki govor je politikantski. In jaz mislim, da mi, stari veterani, ki smo tukaj,
bi morali za državno stvar dati teme in bi morali tudi javni mediji za državno dati teme. Mene je sram, kaj počne RTV Slovenija, kar se tega tiče. In zaradi tega bi rekel, da mi bi morali dati državne teme, ki bi Slovence združevale. Se edino sreča sprava k nam, se vrnemo. Če bomo mi začeli med strankami obračunavati, zopet tak naprej, ne pa gledati na projekte, ki nas združujejo za dobro državljank in državljanov Slovenije. Ste vi torej naklonjeni morebitni koaliciji, ki bi pogledala čez? Torej, Ja, seveda. No, a se strinjaš, Rudi, se lahko tikamo, tukaj smo pač tako, da če bo 6-7 strank, ni nobenih šans, da bi pokrajine bile ustanovljene, ker vemo, da to malim strankam absolutno ne ustreza. V sedanjem mandatu je bila možnost, da bi lahko sedanja koalicija to ustanovila, če bi imela v programu, ker ti pri 4 strankah praktično, ko so bile, bi bilo to možno izvesti. Zdaj jaz se bojim, da te ne bo. Ne vem, zakaj, Rudi, razumem, jaz sem podprl tvojo tezo, da je treba ustanoviti pokrajine, da je to napotilo za bodoče poslance, za bodočo vlado in to ni v mojem razvajanju. No, bi vaju vprašal tako. Mi pravzaprav na politični sceni gledamo prav nasprotno pot. Imamo vse večjo razdrobljenost, tako na levi kot na desni. Na levi, če pogledamo samo, imamo socialne demokrate, imamo levico, sedaj Kordiša, Prerod, v sredini liberalni del je nekako, tu kjer ste vi bili nekoč, recimo približek LDS-a kot liberalci, je sicer stranka Gibanja Svoboda, ampak tam so pa vse stranke, ki so šle v tej liberalni smeri, tudi propadale, SMC, LMŠ in tako naprej. Hkrati imamo na desni pojav Logarja, potem je tu Nova Slovenija. Skratka, slovenski politični prostor gre ravno nasprotno pot v vse večjo razdrobljenost. Kaj vam to govori? Poslanski veterani bi morali vedeti staro resnico, da če so vsi videli, da je problem nerešljiv, kar zdaj vsi poslanci, tudi mi dva trdima, pol pa je prišel eden, ki tega ni vedel, pa je problem rešil. Zaradi tega bi morali mi vsi stremeti k temu, da bi se Slovenci enkrat združili, da ne bi celo svojo srebrnino prodajali, da bi državi prinesli razvoj in da bi prenehali s to presneto korupcijo, v kateri lahko z zdajšnjim sistemom stranke super vladajo, saj imajo v Ljubljani samo centre, v pokrajinah oziroma v občinah samo občinske. Poslušne občine, ki komaj čakajo, da bojo se lahko kdaj udinjale mogoče državnim strukturam vladnim. Ampak država je, ta sistem zdaj z regijami je tak sistem, da še te razlike povečuje. Živeti v državi, kjer je bruto družben proizvod na prebivalca v ljubljanski regiji 140, čisto vsi ostali pa pod 100, pomeni, da je to v bistvu strani politike popolnoma nesprejemljivo zaradi tega, ker se vidi, da ne morejo iz ostalih delov črpati nič, da nimajo nič več, da je vse posrkala Ljubljana, ki ima pa zaradi tega centralizma tudi sama 4 velike grehe. Prvi je ta, da ima eden najslabših zrakov od vseh prestolnic in zato ljudje prej umirajo kot drugi. Drugi je prometni infarkt, voziti po Ljubljani je groza. In tretja stvar, Ljubljani je vse draže kot tukaj. In če bo Ljubljana posrkala vso Slovenijo v Ljubljano, od česa bo pa potem ljubljanska pokrajina živela. Gospod Jerovšek, če gremo na sestavljanje te morebitne koalicije, kdo lahko gre čez, kdo ne more iti čez, nekako vsi izključujejo Janšo, torej vašega bivšega šefa, ki je tako rekoč vajen politični sopotnik, dolga leta sta z njim sodelovala, pravzaprav je eden redkih, ki sploh še vztraja zdaj na sceni. Pojavil pa se je Logar. Zanima me, ki pa veliko govori o sodelovanju. Zanima me, ali je on mogoče tista pot, o kateri govori gospod Moge,
da lahko pomeni most med levico in desnico. Tudi vi ga dobro poznate, pa me zanima, kaj menite o njem. Je on iskren ali vam njegova poza ne? Nekdanji poslanski kolega Logar izjemno dobro taktizira, ali pa predvsem taktizira. Tako je bil že v predsedniški kampanji, kjer se ni opredelil do nobene zadeve, in tisto se je takrat obneslo v kampanji. Jaz mislim, da je sedanja kampanja oziroma volitve za državni zbor bistveno drugačna zadeva. Tu je treba postavljati jasne poglede, jasne cilje in gospod Logar, vsem dolžnim spoštovanjem, seveda ni človek, ki bi v tem mandatu sestavljal vlado. To prav gotovo. Ampak govorimo o tem, ali je lahko on morebitni partner levo-sredinskih strank pri sestavi vlade. Ja, zdaj včasih govori tudi tako. Mislim, jaz ne izključujem tega, da bi on v taki situaciji tudi zamenjal politično stran, ampak upam pa seveda ne. Upam pa, da so bili njegovi pogledi skozi več kot 20 let, ga poznamo na politični sceni, iskreni. Da je za privrženec demokracije, kajti to, če bo šel v ta levi tabor, jaz mislim, ta levi tabor se je v tem mandatu dobesedno uničeval demokracijo, demokratična pravila in ostal kršil vse. Ampak vse veste, 23. marca je nov dan. Veliko se koga sedaj... Na drugi dan po volitvah se karte mešajo na novo in tako tudi bodo tudi mala stranke, če bojo prišle katere, še, ki se zdaj se proglašajo za sredinske ali pa leva, bo tudi pripravljeno iti v koalicijo z desno opcijo. Kdo, mislite, bi šel recimo konkretno z SDS-om? Jaz ne vem, gledajte, gospod Janša je rekel programsko, da sedanja koalicija tako zavozla, da jih ne vidi v bodoči koaliciji, ampak če bo izidi takšni, da bo se treba pogovarjal se bo vsakim. To je tako, da rekel, ko sem še pa bil poslanec, je pa na hodnikih 2 leta 14 pred volitvami gospod Han rekel, Jože, edina rešitev za ta državo je, če gremo mi pa z vami skupaj v veliko koalicijo. Ampak seveda takrat ni bil predsednik stranke, takoj po volitvah je moral utihniti s to tezo, ni prodaril v svoji stranki in tudi sedaj vidim, da se pač uklanja centrom moči iz ozadja, da tudi on izključuje to, čeprav mnogi analitiki, priznani analitiki in tudi bivši politiki so rekli, na teh volitvah bo antifašizem premala stvar za doseganje politične zmage pa političnih točk, čeprav vidim, da levica nima nobene druge vsebinske zadeve, kot samo antifašizem. To je, mislim, da grozljivo za državo, slikajo, kot da bo apokalipsa, pa smo že imeli izkušnje, da je 3-krat ta opcija zelo uspešno vodila državo. Ali se vam ne zdi, da je tudi, da to ni tako, da je v bistvu tudi Golob sam spoznal, da je mogoče v tem mandatu ob strani preveč pustil gospodarstvo in tudi sam govori, da bi naslednji mandat bil bolj usmerjen tudi v gospodarstvo, če je sedaj bil v solidarnost, socialo? Ja, gledajte, gospoda Goloba je treba ocenjevati skozi 2 prizmi. Tisto, kar je govoril skozi in še zdaj govori, pa drugi dan sploh pozabi in tisto, kar je realiziral. Tu je pa razkorak tako razliv na vseh področjih. Mene pravzaprav v tem trenutku pred volitvami najbolj skrbi, da pravzaprav ne spoštujejo demokratičnih pravil. Čez celi mandat v državnem zboru se je kršilo, to nismo doživljali, da bi opozicijski poslanci sploh na odborih ne smeli govoriti, da se bi jim je mala beseda. Mi jo vemo, da ko je gospod Anderlič sprejel poslovnik, bil predsednik tiste komisije, da je bilo striktno rečeno, na odborih je debata neomejena. Sedaj pa to kršijo.
Tako da, Gospod Moge, ja. gospod Moge, kaj pa vi menite o tem, ker vendarle gre na koncu za matematiko in vi ste Ne gre matematik. za matematiko. Seveda, 45 glasov potrebujejo za sestavo vlade. So en proces, ker smo mi edino možni, da z svojim glasovom, ko prenašamo naše pristojnosti na poslance, tisti, ki poslanca ocenimo. Jaz pa vam lahko iz lastnih izkušenj povem, ko je LDS začel razpadati, pa se je stranka zares napravila sredi, so tisti poslanci, ki so v Cankarjevem domu prisegli, kako bojo to stranko spoštovali, se podpisali in vse, potem nekaj čist drugega začeli podobno, kot je Logar zdaj začel drugega. In jaz takih poslancev, ki sredi mandata, oprostite izrazo, plunajo svojim volivcem v obraz, več ne zaupam. In ne bi se o tem poskušal prereči, mislim, še opredeljevati, kaj bo naredil, kaj ne bo. On je izgubil moje zaupanje. In če bi bil pošten, bi stranki vrnil mandat, ustanovil svojo stranko in šel z njo na volitve. Sej Logar je naredil svojo stranko. Ni je pa naredil recimo šef poslanske skupine Levice, ki je prav tako prestopil iz Levice k socialnim demokratom. Je to Enako za njega velja, obeh ne bom volil. Ker to mi moja, bi rekel, etika in morala prepoveduje. Ali smo Slovenci ponosen narod in nas bo tisti, ki nam je plunil v obraz politik, potem tisti, ki ga boste mediji nosili po rokah, delali in ga boste potem zopet izvolili, da se bo potem ta pravljica končala, tako kot se je končala naša pravljica z zaresom, ki ga nikjer več ni. No, mi posebej, vse jaz ne nosim nikogar po rokah, me pa zelo veseli, da razmišljate o v bistvu zavezam volivcem. Ampak na koncu je treba vseeno sestaviti to vlado. Teh 45 poslancev je potrebnih, da sestavo in te stranke se bodo nekako morale vsaj poskusiti pogovoriti. Je torej po vašem mnenju smiselno, da se pogovarjajo, bi rekel, preko taborov z nekim ciljem za Slovenijo? Ja, Ali bi po vašem bilo bolje, če nihče ne sestavi večine, da gremo ponovno na volitve? Tisti, ki bodo izvoljeni, se bodo na vse pretrege trudili, da bodo imeli 4-letni mandat, plačo, vse zagotovljene pravice in tako naprej. In se bodo našli taki, kot se je pri nas tudi našel nekdaj, one iz Prekmurja, ki je potem ta tehnica 45 prevešal. To je bil Ciril Pucko takrat. Ja, na našo stran, vidite, vse to ni nova stvar. Ampak mi, ko gremo na volitve, to niso heci. Mi moramo izvoliti tistega, ki bi namesto o nas o milijardah evrov razpravljal, ko bi o celi razvojni paradigmi Slovenije razpravljal, moramo pogledati, kakšen človek je in ni se eno, odkot prihaja in kaj je predelal. To je pravzaprav v tem trenutku glavni problem Slovenije, da so volivci pravzaprav politično premalo pismeni in da spregledajo to in da jih uspejo premamiti tudi takšni politiki, ki imajo za sabo močno propagando skozi medije in vse drugo. Ljudje pa se ne zavedajo, ne analizirajo, kaj so od tistega, kar so obljubljali, storili. So šli na čist druge pozicije, ne? In v tej državi moramo konstatirati, da se je korupcija krepila, da se nadzorni organi, ko izdajo neko poročilo, se ne spoštujejo njihove odločbe, kar bi neodvisni organi morali biti. Zdaj le vidimo, da v grozljivih zadevah, ko so se pogovarjali poslanka Vonta in generalna sekretarka Svobode, da mediji, mainstream mediji sploh ne poročajo o tem. Pa mislim, da je na vidiku ena najhujših korupcijskih in drugačnih političnih afer v Sloveniji. Zanima me še nekaj. V bistvu vidva sta sodelovala, ko se je država postavljala. Vi ste bili celo v skupščini od leta 90. Ja, 92. In me zanima nekaj, ali vidva menita, da je Slovenija zaradi nesposobnih politikov danes ogrožena v mednarodni skupnosti. Pa če je tako,
kdo nas morebiti ogroža. V zgodovini so nas vedno nekako ogrožali sosedje, Italijani, Madžari, ampak sosedov si ne izbiramo, so tam, kjer smo. In kaj bi morala Slovenija narediti, če menite tako, da se bolj postavi na nas? V našem času prevladuje, da države več raznih nekaterih primerov ne ovladajo drugo državo z orožjem, ampak s kapitalom. In kdor si je prečital knjigo od enega Američana, ki je napisal Prigode ekonomskega morilca, John Perkins je bil to, je tam natanko povedal, kako države od zunaj poskušajo diskreditirati oziroma razbiti državo od znotraj in preko svojih firm to državo uničiti. Slovenija je razprodala tako rekoč vse. Ja vem, ampak če bi imeli pokrajin, tega ne bi bilo. Ampak gospod Moge, zakaj vi niste tega nikoli povedali? Vi ste ugleden politik, bili častni občan mesta Maribor, a vas niso poslušali, oziroma zakaj niste poskusili vi, ali niste imeli moči? Pisal sem predsednici države, pisal sem predsednici državnega sveta, pisal sem predsednici državnega zbora, pisal sem predsedniku ustavnega sodišča, pisal sem medijev povsod. Jaz sem že približno te stvari za 1000 strani, da sem opozarjal, ampak tukaj vedno nastopa medijski mrk, da nacionalka ni sposobna tega, da bi odprla eno temo, ker bi lahko mi rešili zadnji osamosvojitveni oziroma državotvorni problem, ustanovitev pokrajin, da je to za njih obrobna tema, pomeni, da kdor tam sedi in vodi te stvari, nima te države rad. Gospod Jerovšek, tudi za vas isto vprašanje. Je Slovenija danes ogrožena in kdo jo mora biti ogrožen? Glejte, jaz zdaj, ko tako nastopam, pa se pogovarjam tudi z bivšimi poslanci, bivšimi politiki, ali pa tudi sedanjimi, stalno rečem, če bo ta opcija vodila še Slovenijo še v enem mandatu, potem je Slovenija zelo ogrožena, morda je sploh več ne bo. Ne samo spomnimo se tudi Janševe vladavine, tesnih stikov z Orbanom in tudi vplivov, bi rekel, Orbanove politike, željo po vplivu je prek Kurjev in tako naprej. To ne smemo pozabiti. Orban je bil takrat drugačen. Danes sanja o veliki Madžarski in naša stranka se je čisto hladila do Orbana. To je ogrožanje Slovenije. Pa ni edino ogrožanje. Če bo šlo razvoj v svetu tako, kot je zdaj gre, če se bo Evropa destabilizirala, če bo Evropska unija razpadla, potem Slovenije več ne bo. Kajti hitro se bojo pojavili tudi v Italiji novi danunci, ki bi v enem dnevi prišli do Vrhnike z vojsko. In mi moramo biti blazno pozorni, zelo, zelo pozorni. Pač razvoj mednarodni gre tako, da nam ni naklonjen in male države, med katerimi mi moramo biti pragmatične. Mi se ne smemo zaletavati v podporo, ne vem kakšne stvari, čeprav je časi načelno, ampak mi moramo misliti na lastno državo, na lastno državno nadaljno usodo. To mislim, da se danji ne zunanja ministrica, ne predsednik vlade in ne predsednica republike niso imeli v glavi pa v mislih. Zaletavali so se na nekaterih področjih tako, da smo mi nekatere zaveznike verjetno izgubili. Ampak sedaj, ko je bilo na pladnju to reševanje iz Bližnjega vzhoda, smo izkoristili nekatera dobra poznanstva z Jordanijo, da smo sploh dobili to letalo. In tudi prav to bo moje naslednje vprašanje, ali je tudi odsotnost lastne letalske družbe znak nesuverenosti države, kar se je pokazalo tako, ko smo potrebovali maske ob epidemiji covida, ko nismo imeli lastne letalske družbe, da bi maske pripeljala, se pokaže zdaj, recimo, ko imaš skupino državljanov na kriznem območju in ne moreš pripeljati. Hrvati imajo svojo letalsko družbo, Srbi imajo svojo letalsko družbo, Slovenija pa svojo letalsko družbo. To je izjemen hendikep. Država bi morala imeti lastno letalsko družbo. Vemo, kdo je bil vodstvo takrat, sedanji finančni minister, ki je spravil pod gladino letalsko družbo tudi. Tako da to je problem, ampak glede tega, kar ste omenjali, glede repatriacije naših ljudi iz Dubaja,
sem se pogovarjal z dvema, ki sta se pripeljala z drugim letalom iz Omana. Sem rekel, ja, tam niso druge države, nič jih vozile naprej. Pravi, to sploh ni res, Italijani so na veliko vozili že prejšnje dneve iz Dubaja, Srbiji so pripeljali 2 letali, naši so zadnji vlak ujeli, da bi mogoče Evropska unija kaj sfinancirala, ker niso sodelovali od začetka z drugimi državami. Da so nekateri potem tudi z našim letalom. Ja, ampak vprašanje, če bo to prineslo, če bo prineslo enakli učinek iz Evrope, ker smo mogoče se pozno stopili na skupni vlak. Ampak v Italiji pa samo toliko, tudi italijanski obrambni minister je celo zaglavil na Bližnjem vzhodu in so ga potem reševali. Ja, eni pravijo, da tudi naš predsednik vlade. Pa držav, Je zanikalo. ki zastopa lokalne interese v državi, je dal knjižico ustanovljena pokrajin. Ciril Ribičič pa Domen Končar sta bila urednika, ki so naredili. In če mi ne bomo sprostili tega, kar imamo v narodu, pa imamo, se vidi v športu, se vidi v umetnosti, se vidi v izobraževanju, zakaj politika za vraga ne spusti svojega bi rekel, konkurenta, to so pokrajine ven in bi se ta stvar decentralizirala. Lahko bomo, jaz se ne bojim tega, Jože, da mi bomo kot država propadli. Mi bomo še vedno imeli parlament, mi bomo še vedno imeli občine in tako naprej, ampak tujci bodo tisti, ki bodo lastniki Slovenije. In to je žalostno, da noben v Sloveniji, čeprav je ne vem kolikokrat to že dokazano, se noče tega lotiti in dati. Jaz ne vem. Ker bi morali izgubiti pristojnosti verjetno tako občine kot vlada. In tega pa ne želijo. Ampak potem je ta mestni nivo pokrajin tisti, ki gleda, kam gre denar. Občine zdaj le niso, bi rekel, nadzorniki državnega zbora, kaj šele vlade. Povsem so odvisni od njih. Lahko se dogaja celo to, da predsednik vlade gre v neko občino, pa reče županu, če boste to pa to za našo stranko naredili, boste pa dobili ta in ta denar iz evropskih skladov. Ampak gospod Jerovšek vam je prej povedal, da če ne bo krepke večine, dvotretinske v bistvu pokrajin, očitno še vedno ne bo. Glede, to mene ne zanima. Mi gremo zdaj in se pogovarjamo o volitvah. Na volitvah je treba ljudi ozavestiti, da je treba voliti tiste, ki imajo programu, ki imajo državniški odnos do države. Če tega nimajo in če se sredi mandata zapustili volivce, je treba take odpikati. In to bi napravili v vseh državah, Avstrije, Nemčije, Italije. Kjer imajo to umestno raven. Recimo Avstrija, Italija in tako naprej. Tradicijo, ne? Kaj pa mogoče obramba oziroma varnost? Ljudje se morajo počutiti varne, če želimo imeti primerno tudi razvojno naravnano in normalno družbo, da tako rečemo. Oba sta tudi na vojaškem področju delovala. Vi mislim, da ste sodelovali pri zakonu o temeljnih razvojnih programih v obrambi. Takrat pa ste prepričali poslance, da je treba vlagati tudi v izobraževanje, ne samo v orožje. Vi ste pa tudi bili član predsednik odbora za obrambo. Skratka, varnost je vedno bolj pomembna, ugotavljamo, ampak treba imeti tudi tisto varnost v naših glavah, torej da smo odprta družba, kar pa lahko verjetno zagotavlja kvaliteten šolski in izobraževalni sistem, kjer pa se znova soočamo z strašno privatizacijo. Varnost je izjemno pomembna. Ko je znanje tisti faktor, ki je največ cenjen in največ vreden. Mi smo leta 1991, ko smo šli na svoje, imeli manj kot 10% ljudi z višjo in visoko izobrazbo. Kaj ćemo z takim neizobraženimi ljudmi delati v tej dobi, ko se razrašča, bi rekel, ta centralizem oziroma globalizem. In zato je bila tista stvar v parlamentu taka, da je bil ta zakon podprt od vseh parlamentarnih strank in so videli v tem prihodnost Slovenije tudi in treba iskati zdaj ravnotežje. No, o tem govorim. Ali ima Slovenija
tem trenutku preveč univerz, se na vsakem vogalu že skoraj univerza. Vse to je pa mreža, to je pa so pokrajine. To je to, kar se delajo. Maribor univerza, Ljubljana univerza, Nova Gorica univerza, Koper univerza. Slovenjgradec je tudi fakulteto. Univerza. Vsi imajo danes fakulteto. Ampak Kdo bo pa v njih študiral in kdo Prekmurci pa nič. Ampak vsi tudi, gospod Mogel, vsi tudi ne morejo študirati. Nekdo v Sloveniji kronično manjka obrtnikov, manjka vodovodarjev, manjka električarjev. Danes imamo anomalij, samo da vrh glave. To, kar politika dela zdaj, je to, da daje table od sprede. Pri tem pa kot v zdravstvu vsi profesori univerzitetni na eni, dveh ali pa treh univerzah učijo, delajo in služijo denar. Glejte, mreža univerz mora biti v vsakem slučaju racionalna, kar nacionalna ekonomija prenese. Ker za to, za šolstvo, zdravstvo in to mora gospodarstvo zagotavljati sredstva in denar in tu je treba stalno ravnotežje. Mene skrbi pa to, da Slovenci so poprečno zelo dobro izobraženi, ne? Midva smo oba iz naravoslovnih fakultet, ampak mnogi moji kolegi, sem že prej v službi, ko še bil enopartijski, jih ni zanimalo čisto nič, niso nikdar časopisa brali, pa nič. In taka politična nepismenost, fahidiotizme delati na tehničnih univerzah, na naravoslovnih univerzah je problem našega šolstva. In se ne trudijo, to je bilo v prejšnjem sistemu odlično, partiji je ustrezalo, da so prišli iz univerz inženjerji, ki so fahidioti, da so se samo ozko smerjali. V svoji karieri, tudi 20 let v gospodarstvu, sem se prepričal, da so tisti, ki so malo širših pogledov, tudi na tehničnem področju boljši. In tisti en izobražen, akademsko izobražen človek mora imeti neki osnovni pogled na celi spekter. In tega naše šolstvo, visoko šolstvo, zaenkrat še ne zagotavlja. Pred leto 1900 je 80% ljudi delalo samo za hrano. Ko je prišel traktor, kmetijsko mehanizacijo, je zdaj 6%. In vzgoji in izobraževanju bi morali mi biti vodilni v uporabi umetne inteligence. Pa se še vedno tako uči, kot leta 1918 ali pa katerega s tistimi stvarmi. Zaradi tega bi bilo potrebno namesto ministra, ki vodi izobraževanje, ki je glavni atribut za razvoj države, imeti človeka, ki bi znal to narediti. Če pogledam, kaj so Japonci na tem področju napravili, pa mi smo zadaj tako, da ne morete verjeti. Pa bom dal še eno vprašanje. V bistvu Golobova vlada je zdaj veliko stavila tudi na solidarnost. Dvignila je minimalno plačo, naredila je reformo plač v javnem sektorju in tako naprej. Skratka, na nek način je potešila določene apetite in odgovorila na določene potrebe. Zdaj me pa zanima, ali vidva menita, da je to bilo pravilno in upravičeno, ali so to bolj bili predvolilni bombončki, ker vendarle je treba ta denar tudi nekje zaslužiti, gospodarstvo pa je tako rekoč na okopih. Glejte, ne bo seveda ne rekel, da je to za državljane kaj narobe. Nihče ne bo v zadnjem času rekel, da si naši državljani tega ne zaslužijo. Je pa problem, da so to absolutno bile ne samo bombončki, ampak bombonjere, s katerimi skušajo kupiti volitve. Vendar tu je treba biti racionalen, ali če bomo mi s tem državo spravili pod gladino, potem nismo naredili nič, potem smo jim tudi običnemu poprečnemu državljanu naredili škodo. Tako da, gledajte, z tega je v tem mandatu se državna uprava zaposlovala enormno spet. Enormno in zdaj še jim deliti bombončke tem na državni upravi je zgrešeno. To vodi državo v velike probleme. Ali bi bila po vašem mnenju davčna reforma recimo primerna, ker nekaterim podjetjem gre zelo dobro, visoki dobički so in tako naprej. Nekateri ljudje, se ta razkorak med ljudmi se kar povečuje. Imamo zelo bogate tudi skupine. Bi morali pravičneje, da tako rečem,
obdavčiti premoženje, recimo nepremičnine, po konceptu tisočink. Država mora stalno stremeti s tem, da z davščinami uravnava nekatere stvari, ki grejo preko meja. Jaz mislim, moram reči, da ta davčna reforma, ki je bila že postavljena, pa jo je sedanja vlada ukinila, bi v današnjem času prinesla dosti boljše rezultate za gospodarstvo in tudi za poprečnega državljana. Več bi mu ostalo v denarnici, ampak žal so takoj po volitvah to razveljavili in sedaj smo tam, da se vsi strinja, celo Han je rekel, tu je bila napaka. Tu je bila napaka, praktično se tudi v koaliciji trezni politiki strinjajo, da je to bila velika napaka Golobove vlade in Goloba osebno. Seveda, treba je pa stremeti tudi po drugi plati k socialni državi, ampak ne na tak način, ko ogroža potem korenine države. No to, gospod Noge, tudi za vas vprašanje, v bistvu, kako priti do tega ravnovesja med bi rekel, množicami ljudmi in gospodarstvom in skratka celotno družbo, da lahko zmore država. Ravnotežja mora priti. Kako? Zatem, ko zdajle stroj, znanje, ki ga ima človek, vedno bolj človeka izkoriščajo, se počasi gibljamo k temu, da bo vedno več ljudi nezaposlenih. Ampak te ljudi je treba prehraniti. In v bodočnosti jaz vidim, da se ta neokapitalistični sistem ne bo mogel na tak način obdržati. Se pravi, tu velika skupina revežev, tam pa samo enih par ljudi, ki bo imela cel kapital v rokah in s tem, bi rekel, nekako na te, ki nimajo nič denarja, vpliva tako, da mesec iz meseca komaj dajo. In zato vam pravim, po mojem mnenju, 100% bo čez nekaj časa zmagal socialistični model. Zapomnite si, vsem ljudem, ki živijo, bo država morala zagotoviti vse osnovna sredstva, da preživijo. Hrana, obleka, stanovanje. In kdaj se bo po vašem to zgodilo? Se še že dosti dogaja, zdaj tak začetki so. Torej, mi zdaj že živimo. Ko je brez dela, kaj je? Država skrbi nekaj časa za njega in gre. Tako da te stvari se počasi vklapljajo in mislim, vse Slavoj Žižek tudi približno temu modelu sledi. Se pravi, neoliberalizem ne bo dolgo, ampak da se bo počasi to preveslo v socializem. Ja, da zaključimo, Da ne bo tako kot Maduro, pa socializem, pa Castro, ker tam je vse posod do lakote prišlo. Jože, ljudje smo, ne? Ja. In treba je vedeti, kako nekateri Kristusov nauki izkoriščajo. Mož verjeti, kako so ga izkoristili. In vsako, bi rekel, ideologijo se da izkoristiti, ali pa z njo živeti tako, da je vredno človeka. In tega danes v tem svetu, z znanjem, ki ga imamo vsem, je v bistvu nevredno, da največje, bi rekel, vele sile sveta vodijo rešitev edino v samih vojnah podrejeno držav. To je nevredno človeka in bi morali počasi začeti mi, ki smo tisti v javnem mnenju, ki najbolj vplivamo na izbiro naših kandidatov na volitvah. Pri tem sodelovati. Moram biti zelo resni in presneto premisliti, koga bomo volili. Se strinjamo. Lepo ste zaključili, v bistvu še vam mogoče zaključna misel, v katero smer bo šla Slovenija, kje bo Slovenija čez 10 let, da tako rečem? Ja, jaz trdno upam, da bo Slovenija takrat tudi še dobra država, demokratična država z zdravim gospodarstvom, ampak odločilna prekretnica je pa sedaj na teh volitvah. Če bodo ljudje izbrali tiste politike, ki svoje obljube tudi uresničujejo, čisto vseh obljub tako nobena politika obljubila, uresničila, pred volitvami se preveč obljublja, ampak tak veliki razkorak, ko smo ga doživeli v tem mandatu, vodi v polom in tega se ne sme nadaljevati. Jaz pa trdno upam v Slovenijo, drugače ne bi bil
tak zaveden državljan, moramo narediti vse, da bo Slovenija živela in uspevala. Najlepša hvala. Končala sta oba nekako s pozivom, naj volivci dobro premislijo, koga volijo, željo po boljši in lepši Sloveniji v prihodnosti. Najlepša hvala, da sta prišla, vam pa vsem hvala za pozornost.